Najprej se bom malo pravičil, ko sem me povabil, da bi imel predavanje na izletih, sem seveda takoj z veseljem na to pristal, potem sem pa začel razmišljati, kaj bi pa pravzaprav bilo zapovedati. No in sem razmišljal in potem je začel Martin Mačkan prganati, da ne pa le dam naslov pa povzetek. No in sem si izbral takle naslov, ki je malce provokativen, priznam, in napisal tale povzetek, ki sem ga tale skopiral. To se pravi, v bistvu želim govoriti o nekaterih ali pa omeniti neke osnovna vprašanja ali pa osnovne probleme, na katere sem mimogrede naletel ob svojem delu, recimo poučevanju brucov na fakulteti, pa delu v maturitetni komisiji. Kot bom pa mogoče še kdaj rekel, se pač kakšna stvar malo drugače pokaže, ko gledamo stališča maturitetne komisije, ki mora neko nalogo zastaviti in potem objektivno oceniti za vseh 5000 ali pa 7000 kandidatov, ki se takrat pojavijo. Dobro, pojmo počasi naprej. Se pravi, tale povzetek točk sem napisal v zase, da ko sem prosojnice pripravljal, seveda mi je zmanjkalo časa, to vse tisto, kar sem želel razmisliti pa povedati, tako da bojo kazalci malce pomanjkljivi, ampak pojmo naprej k uvodu, tle bo mogoče še enkrat zapovedati to, kar sem že načel. Se pravi, kak bi rekel, točka ali pa ko sestavljamo v komisiji maturitetni izpit, pač se res soočimo z nekaterimi vprašanji, ki jih prej pravzaprav sploh niso prišla na dnevni red, sploh ne pomisliš na to. Mogoče sam to, kar te bom prebral, kaj tle piše. Se pravi, maturitetni izpit je po definiciji zaključni izpit srednje šole, to se pravi, mi smo nekako dolžni preveriti znanje srednješolske matematike na maturi. To je en cilj ali pa en namen mature. Drug namen mature je pa, priprava na študije malo nerodno napisan, je pa velika pomembnost pravzaprav maturitetne ocene za vpis na fakulteto. Tukaj dijaki, ki se hočejo na neke študije vpisati, kjer je omejen vpis, za njih je zelo pomembno, koliko točk dosežejo. Zato moramo biti še posebej pozorni in objektivni in pravični do vseh. Tole sem že omenil in se bom k temu še večkrat vrnil. Preden pa začnemo s kakimi konkretnimi zgodbami, pa tale zelena vrstica. Se pravi, kakšen je vrstni red ali pa kaj počnemo in kaj preverjamo. Najprej, osnovni dokument je učni načrt. To vsi vemo. Na osnovi učnega načrta so napisani učbeniki za srednjo šolo, ki jih pač mora potrditi, že ne znam povedati, svet za šolstvo nekaj takega, Skratka, potrjeni učbeniki, če so potrjeni, so ta pravi, potem jih smemo uporabljati v šoli. Seveda v šoli je potem treba otroke učiti, tako kot karkoli se da in kakorkoli znamo po najboljših močeh, in na koncu vsega tega pride matura kot zaključni izpit. To se pravi, na maturi ne moramo delati nekaj od začetka ali pa nekaj po svoje, ampak moramo vse to upoštevati, da vse to je prej. In zdaj bom rekel takole, ob sestavljanju nalog, včasih celo ob ocenjevanju kakšne naloge, se pojavi eno vprašanje, ki najprej izgleda, da je to za 1 minuto, a bomo dali točko ali bomo, in se razvije debata, 10 ljudi potem v komisiji diskutira 1 uro ali 2, no in en primer je tisto iz naslova. Se pravi, maturitetna naloga pred kar nekaj leti
nazaj, mogoče se vi bolj spomnite, je bila ena maturitetna naloga, kjer je bilo treba zračunati vse ničle polinoma. Ta polinom je seveda imel eno realno ničlo, pa in par kompleksnih ničel, ops. In seveda, to smo na moderaciji, smo se začeli pogovarjati in se je potrdili, da smo se upravičeno pogovarjali. Namreč od 5000 kandidatov, ali 7000, no, na višja raven je tukaj zelo pomembna, je bilo kar nekaj dijakov, ki so rekli, zračunali so realno ničlo in so rekli, polinom nima drugih ničel. In potem je bila težka diskusija, a temu dati zdaj vse točke, se je prav odgovoril, ali zahtevati od njega, da kompleksne ničle računa. Zdaj že govorim naprej, pa bi polno treba prosojnic kazati. Se ne vem, če prosojnice pokazati, a bomo pa kar govorili. Mogoče bi še to rekel, če imate vmes kakšno pripombo, kakšno vprašanje, kar sproti vprašajte, dokler kimate vse fajn. Če bo pa kaj čudnega, pa le povejte ali pa me ustavite. Skratka, čakaj, kaj pa je polinom v srednji šoli? Več členika. Ops. Amo to ven zrezali. Torej, a ni polinom realna funkcija? Imamo realno spremenljivko, recimo x, in polinom je pač funkcija, ki ima, no, se misli cvek, polinom je realna funkcija, ki ima predpiske neke oblike, take, kot ste rekli, neke posebne oblike. Ja, čakajte, ampak, kaj pa je ničla funkcije? Ničla funkcija je pa element iz domene, pri katerem velja f od pač x, je nič, to je ničla funkcija. In zdaj, če je polinom realna funkcija, ima lahko kompleksno ničlo. Odkot, Se pravi, tistih 10 kandidatov na maturi, ki so govorili, nima drugih ničel, so pravzaprav perfektno nalogo rešili. In seveda, po 2 urah diskusije smo se zmenili, da jim damo vse točke. Tudi njim, ki so najbolj prav odgovorili. Vsi drugi z nami vred, ki smo nalogo dali na maturo in jo lepo čez vse tiste kontrole spustili, dokler ni prišla na izžrebano maturitetno polo, bi morali dobiti pa minus. Skratka, kaj smo mi želeli? Mi smo želeli izračunaj vse korene, enačbe, p od x je nič. Tako da zdaj, če sledite malo maturam, zdaj ponovim se, take naloge ne bi smeli več biti, ampak bo naloga, ki bo vprašala, poišči vse korene, enačbe, p x je nič. Po možnosti še v kompleksnem, ampak dobro, to bi pa, recimo, se pa pol že iz konteksta razume, da počemo imeti kompleksne korene. Ja, no, to je bil pač ta provokativni primer. Potem jih je pa, sem rekel, da smo odrasli, da lahko rečem kaj več, potem pa se pokaže, da teh primerov kar mrgoli, ko človek kakšno reč bolj natančno pogleda. No, zdaj moram še nekaj moram reči, kaj v bistvu se upravičati. Tisto, kar bi jaz moral narediti, je to, da bi zdaj šel pogledati učbenike, mislim, da so tri serije so potrjene. En je Vega, ta elektronski, na internetu, poje pa še od državne založbe, pa še kaj Linea, ne vem, Modrijana, še en tretji. No, skratka, 3 sorte učbenikov so, jaz bi moral pač za vsako točko bi moral preveriti, kaj v teh učbenikih piše in tega nisem naredil, tako da bom ponekod tako malo megleno se sklical na kakšno več. Reš me pa tole, se pravi, dijaki gimnazije Ripava so naredili raziskovalno nalogo pod mentorstvom profesorja Lojza Graporja in so tam noter našteli 15 takih problemčkov, dijaki sami
in so jih pač s pomočjo mentorja, pa tudi kolega Baniča, ki je pred leti že tudi nekaj govoril o maturi, so pač kar dobro komentirali te stvari. Ne? Tako da tole je zanimivo branje in vam ga zelo priporočam. Pa še ne malo lajša, ker tam pa piše, v tem učbeniku je tako, v tem učbeniku je drugač, ne? Kaj pa zdaj? Sam pa tle dajem kazalc na en povzetek enega predavanja, ki sem ga imel na konferenci, ki jo verjetno tudi poznate, učenje in poučevanje matematike 4 leta nazaj, pa je nekaj od tega, kar bom govoril, tam malo na dolgo napisano. Vmes sem kakšna od stvari, na katero sem naletel, sem jo pa tudi že malo bolj podrobno opisal, pa bom te sam na hiter pokazal obzorniku pa v matematiki v šoli. A je tle, ker še iz fakultete za matematiko in fiziko ni, oziroma iz društva za matematiko. A smo vsi člani društva matematiko, fizike in astronomov. No, od teh člankov, ki jih bom zdaj napisal, so jih vsaj polovico jih je obzornik za matematiko in fiziko zavrnil, ker so nezanimivi. Pa potem na srečo matematika v šoli pa je to sprejela. Naprimer, ta prvi je o kvartilih, no, tega smo objavili v obzorniku. Odvod funkcij brez uporabe limit, recimo to pa ni zanimivo za obzornik, pa determinante kombinatorično definirane, to se pravi brez permutacij in vsega tega. Tudi ni zanimivo odvedljivost, definicija odvedljivosti spet brez limite, z uporabo definicije zveznosti, ne pa kot limita diferenčnega količnika, to je tudi nezanimivo zelo, no, skratka, ampak so pa sledi nekje. Žal pa te stvari niso dostopne na internetu, to se pravi, tudi treba pa po knjižnicah iskati, ja, ok, to se pravi, to je malo kazalcev. Zdaj pa, tole sem že povedal, prej, že v uvodu, tako da lahko kar preskočil, tudi povedal sem, kaj smo na maturi naredili, in upam, da se boste strinjali, da smo naredili prav, pač vsi dobili vse točke. Torej, no, tle je zdaj mogoče, zakaj morajo vsi dobiti vse točke? Mi na maturi ne moramo diskutirati o tem, kaj je bolj prav, pa kaj je najbolj prav, ampak moramo razmišljati o tem, kaj so se kandidati 4 leta v šoli učili. In nekdo, ki je 4 leta nekaj poslušal in se je naučil na nalogo takole rešiti, mu pač treba to ovrednotiti, kot znanje. Se pravi, za napako v učbeniku ali pa za našo šlamparijo ne moramo kandidatov kaznovati. No, zdaj moram takoj povedati, jaz sem napisal pred mnogimi leti učbenik za prvi letnik, to se pravi matematika 1, višja matematika 1, prvi semester matematike, kjer ponovimo srednješolsko matematiko. No in večino tega, kar bom zdaj tle kritiziral, sem tudi jaz takrat mirne duše prepisal od nekod in sledil pač skratka, veliko od teh pomanjkljivosti sem tudi sam zapisal v svojo skripto. Skratka, kritika, ne razumite me, kot da zdaj vse počest kritiziram, ampak jaz hočem reči to, da moramo vsakič znova razmisliti, kaj smo mogoče naredili narobe, pa če lahko naredimo boljš, brez hude škode za karkoli. Ok, nič ne polinomov, tole smo že videli. Ja, no, naslednja tema, evo, tam je bilo po vrstih nekaj, pa ta druga bi bila pa lahko vektorji. Kako, dve vprašanji tukaj, se pravi, eno vprašanje je, kako sploh definiramo, kaj je vektor, tle smo precej šlampasti, pogosto, in drugo je to, kaj so komponente, pa kaj so koordinate vektorja. To bom pa zdaj na naslednji prosojnici, se pravi definicija vektorja. Zelo pogosto preberemo, kot sem rekel, zdaj ne znam več tam na tisti strani, vektor je usmerjena daljica med A in B. To ste že videli. Po
pa rečemo, dva vektorja sta enaka, ne, če ima ta isto, ne, pa imamo še tisto, ima ta dolžino, pa smer, pa usmerjenost, ne, to so zdaj pogledali, da je smer pa usmerjenost, sta dve stvari, ampak dobro. Vektor je usmerjena daljica. Ni v redu, ne, ni v redu. Vse je mečken napisan, zakaj to ne bi bilo v redu. Ja, imam vektor AB, pa imam vektor CD, ki sta enaka vektorja, ne, ampak zdaj, a je nasprotni vektor od vektorja CD vektor BA, ne, mislim. Skratka, vse mogoče dijaki, ki jih zanima še malo več od tega, kaj bojo delali takoj po uri, ne, ali pa kaj imajo pod klopjo, se lahko te reči vprašajo in imajo čist prav, da če kaj ne razumejo. Zdaj, seveda, kaj, če se malo spomnimo, ne, če sem predeleč, ne, lahko vprašam, kaj pa je prav, kaj moramo reči definicija vektorja. Je? Ekvivalenčni razred, ekvivalenčni razred, ne, seveda. Ekvivalenčni razred vseh usmerjenih daljic, ki zahtevajo pač to, ne. Zdaj pa vprašanje, zakaj pa v učbeniku to tako ne piše? Ne vem, verjetno ekvivalenčni razred pretežek poljem ali kaj, ne? To je pa zdaj pretežko. Ja, čakajte, ampak se racionalna števila pa tudi definiramo, ne? Pa se je ista zgodba, ne? Racionalno število je ekvivalenčni razred ulomkov. Predstavnik je pa pač recimo okrajšan ulom. In ravno tako, ne, pri vektorjih. Zakaj to ne povemo, tako je prav, ne? Pa se izognemo težavam. Skratka, imamo usmerjene daljice, pa naredimo razred, predstavnik je pa tist, recimo, ko v koordinatnem izhodišču ima prijemališče. In kar nakrat je vse prav. Pa nič težji ne bo. Mogoče še lažje. In to je zelo, zelo pogosto narobe napisano. Zdaj pa še koordinate pa komponente. Kako sem rekel, tudi jaz sem v svojo skripto napisal koordinate, vektor lahko, vse vemo, ne, tako vektor lahko, bo naprej pisano, bom se trudil, da vam povem. Se pravi, no, evo, učbenik komponente so kar koordinate. Ok, prav, bom bolj komentiral. Komponente, koordinate, recimo, na maturi je zdaj zadnje čase to kar isto, ne? Če dijaki govorijo o komponentah ali pa o koordinatah, rečemo, se ve, kaj dela, recimo, ne? Verjamemo, da ve, kaj dela, ker se je pač to učil, ne? Težava, gremo naprej, pa povem, ne? Se pravi, vektor V zapišem s komponentami, pa pravo tole, ne? Vektor V zapišem kot vsoto komponent, ne? V smeri I, v smeri J, v smeri K. Ali kot trojico koordinat. To so koordinate, recimo, končne točke, če ima prijemališče v nič. Ne? Se pravi, iz tega je smiselno tle govoriti o koordinatah, tukaj o komponentah in res, če je I, J, K standardna ortonormirana baza, potem so tele koeficienti tukaj res kar isti kot tele koeficienti tle. In nekako je pogojno rečeno, lahko rečemo koordinate ali komponente. Ampak če pa mi otrokom rečemo, tole so komponente, ne, pol imamo pa na naslednji strani v učbeniku pa nalogo, ne vem, iz fizike uporabljena, iz matematika je uporabljena znanost, ne, imamo pa naloge iz fizike, v fiziki je pa kaj komponenta sile je sila, ne? Klada na klancu ima silo, ne vem, sila teže, sila trenja in to se nekaj razstavlja. Skratka, komponente. V fiziki so komponente, so vektorji. Zakaj morajo v matematiki biti nekaj drugega? Mislim, da ne zato, da otroke zmedemo, ne? Da pol na koncu ure, ali pa če so toliko pridni, da domačo nalogo naredijo, da pol čisto nič ne vejo. Ja, no, in zdaj kompromis, ne? Kompromis na maturi je koordinate ali komponente. V resnici bi pa morali počasi se navaditi, da rečemo, tole so komponente, tole so pa koordinate. In med njimi pa seveda velja ena zelo naravna povezava. Ja, ok, toliko vektorji.
Milan mi pa malo pomagal s časom, ali zelo počasti. Aha, tamle je, ja. Aha, dobro. Ne gre prepočas. Definicija funkcije, še ena taka krvava rana, ali kako bi rekel, sovna rana. Vi boste bolj vedeli od mene. V teoriji množic, to je verjetno prvi letnik, ali kaj, ne? Funkcija, kaj je že funkcija? Funkcija je predpis, ki vsaki točki iz domene privedi na tanko eno točko, mislim, en element iz kodomene. In to se pravi, domena, kodomena sta dve poljubni množici in potem imamo še en predpis. To se pravi, pa čez par mesecev ali par let pa začnemo o realnih funkcijah govoriti o analizi, pa rečemo funkcija sinus, pa funkcija, ne vem, x kvadrat in tako naprej. Tako da, no, da grem lahko naprej, bom sam še tale spodno pripombo, ker mečkaj sem na maturo nekakle kazal, zato imam pač te zelene pripombe. Pogosta napaka maturantov seveda ne ločijo, kaj je funkcija, ne, pa kaj je graf funkcije. Ne. Y je f od x, ali y je x kvadrat in tako naprej. To je vse eno in isto, tega ne ločim. Y je x kvadrat ali pa f od x je x kvadrat, no recimo, ne vejo, o čem je razlika. Ok, gremo zdaj počas naprej, ne, da ponovimo. Skratka, kaj imamo v teoriji množic? V teoriji množic, tole sem že znal na pamet, ne. Imamo množico A pa množico B, se pravi domena, kodomena, predpis. To je pa iz enega učbenika spet prekopiran, pa spet ne znam povedati točno iz kjere strani. Funkcija, ki preslika realna števila v realna, imenujemo realna funkcija, realna spremljiv. No, primer je povedno. Ja, pol pa naprej vprašanje v istem učbeniku, ali je predpis, ki vsakemu realnemu številu priredi njegovo obratno vrednost funkcija. Ja, tle med enim pa drugim je seveda pač to ista stvar. Pa še imamo zmešnavo, ne, pa govorimo o nekih definicijskih območjih, pa domena, pa je to kar ista stvar, pa a ni ista stvar, a je ista stvar. In seveda govorimo, kako sem prej rekel, govorimo o funkcija x kvadrat, funkcija sinus. Skratka je mečkena zmešnava. To se pravi, če se dijaki čudijo, pa rečejo, kako je zdaj to, kar nekaj. A znamo jim povedati, ali pa najprej učbenik napisati, ali najprej učni načrt. Ja, mi gre ta pripomba. Učni načrt je čist simpatično branje. Jaz sem to, ko je bil nov učni načrt, smo ga na maturitetni komisiji dobili, ker smo ga morali prepisati v maturitetni katalog, kar je prav. Se pravi, maturitetni katalog ali pa znanje na maturi mora biti enako predpisanemu učnemu znanju iz učnega načrta, teme iz učnega načrta. Ampak ko smo tisto natančno brali, smo seveda našli cel kupenih vprašanj ali pa nejasnosti. Torej, kaj hočem reči je to? Učni načrt bi moral biti mečken debelejša Biblija, v kateri bi pač te osnovni pojmi bili definirani. V Sloveniji je v učnem načrtu se govori o funkcijah in funkcije so to pa to. Ne pa, da je to prepuščeno pač vsakemu. Ja, no, pejmo naprej. Evo, tle pa zdaj malo na dolg napisan, a raj kar povem, da nov te pravi, pa pozabili, kaj hočem povedati. Se pravi, kako lahko, kaj pravzaprav naredimo, ko se gremo analizo, pa realne funkcije. Mi imamo predpis, recimo x kvadrat, f od x je x kvadrat, in iz tega hočemo narediti funkcijo. Se pravi, in ponavadi, mi, ki vemo, pravzaprav je en dogovor, en tip dogovor je, da rečemo, x kvadrat lahko definiram na r, se pravi, domena je r, ali pa jaz bom drugače rekel, naravno definicijsko območje predpisa f od x je x kvadrat je r.
Naravno definicijsko območje predpisa 1 z x je pa pač vse razen x je nič. Ne? Se pravi, povsod, ko mi predpis nekaj pametnega da, je možno definicijsko območje, ne? Točka definicijskega območja in naravno definicijsko območje je pač največja podmnožica realnih števil, za katera ta predpis mi da nekaj smiselnega. Kodomena je bo pa kar R, ne, zmeraj, ker govorimo o realnih funkcijah. Ne? In to, ampak pojem naravno definicijsko območje menda ne obstaja v učbenikih, ne, tudi v učnem načrtu za njim. Če pa jaz rečem, gledam funkcijo x kvadrat na intervalu ali pa s funkcijo sinus na intervalu od 0 do 2pi, ja, pa sem pa povedal, ne, zdaj pa to ni več una funkcija sinus, ne, pa to je funkcija sinus, ne vem, črtica, ne, ali pa sinus, poseben sinus, ki je definiran ki ima domeno nič 2pi. In to je vse pa skladno z točko 1. Nič drugega ni, ne. Samo imamo nek dodaten dogovor, da pač, če imam samo predpis, potem vem, kaj je smiselna, kaj je domena. Ne. Domena je naravno definicijsko območje. In samo to je treba reči, in je vse, no, to zdaj tle piše bolj na gusto. Evo, tle, recimo, rezultat vse te zgodbe je potem, da če imam f predpis, ne, potem naredim naravno definicijsko območje, domena in predpis. In je to, skratka, tle ni zmešnjave, po mojem. Lahko se pa pol vprašamo, če pa mi zdaj, kot tega pojma nimamo, dijaka vprašamo, kaj pa je definicijsko območje funkcije 1 z x, je pravzaprav vse prav, kar bo rekel, ne? Sam nič ne sme omeniti. Ne? Kjerkoli interval je lahko definicijsko območje njegove funkcije 1 z x, ne? Če nismo tega na glas prej povedali. Ne? Mislim, na maturi ga ne smemo, da tega razumevati. Ja, ok, toliko funkcija. Lastnosti funkcij. Ja, tle se pa zdaj lahko pogovarjamo. Tole skor moram, ne? Naraščajoča funkcija. Spet imamo, kjer letnik je pa to, ali to drugi letnik, ali kjer, ne. Funkcija je naraščajoča na intervalu, če za x1 manj od x2 velja, ne, ali pa sledi, f od x1 je manj ali enako f od x2. Ok, na zaprtem intervalu smo to definirali. Po pa pride odvod, ne, v četrtem letniku, ne, funkcija je naraščajoča v točki, če je odvod v tej točki več od nič. Ja. No, in zdaj, tle recimo, za začetek, predem to ali pa malo prežvečimo, prva napaka, ki je zelo pogosta, pa je očitna, ne, je to, ne, da če mi vzamemo funkcijo, no, da bom pa kar nekaj narisal, recimo, to bi lahko en polinom tretje stopne, ne. Kje je zdaj ta funkcija naraščajoča? Kako ćemo reči temu? x1 in 2. Zdaj, na tlele, tole je že vredno, ne? Jaz pa že ne upam napisati, ne? Ni danes ni za ocene, se sam pogovarjamo. Ja, to je pa drugo podvprašanje. Se pravi, no, najprej bom jaz rekel takole, si bom drzno reči takole. Ker če jaz vzamem f od x1, pa karkoli tle, je za ta par, velja ona definicija iz drugega letnika. To se pravi, tle je funkcija naraščajoča. Pa funkcija je tle naraščajoča. Ampak Bog ne daj,
Bog ne da naredi tujino, ne? Ker če pa jaz vzamem tole točko, pa tole točko, ups, ne? To se pravi, no in tole je precej pogosto narobe, ne? Kje je funkcija naraščajoča, je naraščajoča na tem intervalu in na tem intervalu, ni pa naraščajoča na tej množici, ne? To bi bil napačen odgovor, ne? Če bi... Ja, hvala. Ok. Zdaj, naslednja stvar je pa še to vprašanje, ne? Če ima funkcija v eni točki, če je funkcija naraščajoča v eni točki, potem ima tam pozitiven odgovor. Ali pa ne negativen odgovor, ne, če smo natančni. Ker konstantna funkcija je tudi naraščajoča pri naši definiciji. Ampak obrat pa ni tako učiten. Pa ne bom poskušal zdaj, ampak ne znamo dokazati, no, mogoče se po predavanjih, ko govorimo, ne upam povedati, ne, oziroma, skratka, obrat je delač od tega, da bi bilo preprosto. Ker, tako da, definicija, no, bom povedal, da nam preveč skrivnostno, definicija, ki bi bila po mojem v redu, bi bila tako, da bi rekli, funkcija je v točki naraščajoča, če obstaja odprt interval, na katerem je naraščajoča. To bi bila definicija, če sploh rabimo, to je pa zdaj druga zgodba, a mi sploh rabimo, to je pa, ne vem, mogoče mi bo kdo znal pomagati, to so stoletja stare zgodbe, ne. Zakaj imamo mi pravzaprav govorimo o funkcija naraščajoča, padajoča v točki? Zakaj govorimo, je funkcija zvezna v točki? A to sploh rabimo? Sploh rabimo. Ker sploh pa v srednji šoli, mogoče. Analiza ni moje področje, tako da mogoče bo treba zrezati, če bom kakšno veliko traparijo povedal. Ampak, ko mi hočemo dijake malo nekako učiti nekaj, kaj je zvezna funkcija. Zvezna funkcija je funkcija, katere graf je neprekinjena črta, ne? Primeš kredo, pa narišeš, ne? Ampak, a lahko v točki narišeš neprekinjeno črto? Se pravi, intuitivno, smiselno je govoriti o zveznosti na intervalu. In po pravic povedan, jaz ne vem, zakaj to, ne, nekdo se je spomnil, pa je bilo tehnično zgleda nekaj lepš, ne, če si v točki zveznost definiral. Ampak, še enkrat, no, ne vem zakaj, oziroma vsaj za srednjo šolo bi po mojem lahko čisto lepo se narediti teorijo, ki bi temeljila na zveznosti, ne, definicija zveznost na intervalu, potem bi mi grede imeli tudi enakomerno zveznost za ston, ne, če bi bila zvezna na zaprtem intervalu in, ja, ok, ampak, podobno, ja, a to odvedljivost sem že prej omenil, ne, se pravi, če hočem odvod definirati, moram najprej limite obdelati in to tako, da bojo moji študenti ali pa dijaki razumeli, kaj je limita. Jaz si upam trditi, da od mojih študentov, ki jih spustim na izpitu, no, nekaj sem rekel, da bom trdil, ne. Se pravi, zagotovo polovica ne razume pojma limita. So se pač naučili naloge rešiti in je to. In če hočemo mi v srednji šoli, da še malo slabše, pa nekaj povejte, da ni res. In če hočem jaz odvod, da bojo razumeli, kaj je odvod, ja, potem mora najprej limito razumeti, ne? Pa če bojo to dobro razumeli, bojo mogoče razumeli definicijo odvoda z diferenčnim kvocientom. Ampak odvod se da čisto lepo definirati tudi tako, da za obstojem ene zvezne funkcije. Zdaj, bom mogoče pol, če bo preveč časa, pa me preprašam, kaj je s tem odvodom. Ne bom zdaj nekaj pisal. Zdaj, ko grem pač naprej čez tele točke, asimptote, to je tudi ena taka, recimo, dobro, zdaj se malo k tem praktičnim težavam ali pa dvomom, s katerimi se na maturi srečujemo. Kaj so asimptote, kaj so poli,
navpična asimptota, tle je tudi ena majhna zmešnjava. In seveda moramo vse točkovati, pa vse priznati. Posebna težava je seveda to, ne, če rečemo, ali pa, dajmo, mogoče pogledamo tole predpis, ne. F od x je 1 z x, ne. Kaj so že poli so ničle imenovalca, ne? Mogoče bi morali celo tako reči, ne, so ničle imenovalca, ki niso hkrati tudi ničle števca, ne, ali pa, ki so katerih kratnost, ne, je v imenovalcu večja kot kratnost v števcu, ne, ampak dobro, tle ne bo težko. Se pravi, bi napisali takole, x je nič, ne, v resnici mislimo, pol je točka nič, ne, nekaj takega, ne. X je nič, pa dijaki ponavadi napišejo. Kaj pa je asimptota? Aha, si imam gor napisan, to ni težko vprašanje. Asimptota je pa premica. In koliko je pa enačba asimptote? Ja, tudi je x je nič, ne? In zdaj, to se pravi, tole dvoje napišemo na enak način, ampak pomen je pa bistveno različen, ne? Eno je točka, vrednost, ne? Drugo je pa ena množica v ravnini z enako enačbo, kot je tukaj napisana, tale enako zgor napisana. In to, seveda, to ni nemočno, recimo, na brzino delamo, to je, kaj šele dijaki. In skratka, zato pač tukaj ne moramo biti pretirano strogi. Podobno so tudi ekstremi, ne? Kaj je ekstrem funkcije? Enkrat hočemo, ali pa včasih, če gledamo, nekateri to razumejo kot vrednost funkcije, ne? To se pravi eno realno število, ki je ekstremna vrednost funkcije. Včasih tudi nas zanima, pri kateri točki je dosežen ekstrem, pa že to, kar rečemo, so ekstremi, ne? Tretjič, ne, pa rečemo, to je točka na grafu z obema koordinatami. Tako da, če smo nazaj v maturi, točkovati je treba eno, drugo ali tretje. Tudi, če smo še tako prepričani, da je nekaj bolj prav, kot nekaj izostati, ne? Ali pa da smo vprašali po način. Tudi pa zdaj že vsaj od tega, kar imam na prosojnicah, skoraj zadnja stvar. Je pa to, mislim, da je ena od prvih takih malih korekcij, ki so se zgodile v zadnjih 10 let nazaj, cirka na maturi. Včasih se verjetno spomnite, je bil C obvezen plus C, ne? Brez plus C pri nedoločenem integralu je bila ena točka premalo. Ne? In mi smo kar nakrat začeli ne tiste točke dajati, ne? Se pravi, smo tolerirali tudi brez C. Zdaj, tole sem povedal. V čem, kje je zdaj težava? Težavi, pa bom zelo povedal, preden dobim tale plonke. Dve težavi sta, ne? Eno je tole, kaj je sploh nedoločeni integral? Tle niso vsi viri konsistentni. Prav, eni rečejo, nedoločeni integral je primitivna funkcija, oziroma je katerakoli funkcija, katere odvod je prvotna funkcija. To je ena definicija nedoločenega integrala. Druga definicija nedoločenega integrala je, nedoločen integral je družina funkcij, za katere to velja. Zdaj, te moram takoj vprašati, nekaj zlobno, ne? A je to največja družina, to se pravi, ki zajema čisto vse funkcije, katerih odvod je prvotna funkcija, a je to lahko kakšna poddružina? Ja, pogledajmo, kaj tle piše. No, najprej o tem, ne, kaj
kaj so vsi nedoločeni integrali, ali pa kaj je množica vseh. Se pravi, mi imamo povsod, vključno z mojim skriptom, imamo napisan takole, x in recimo integral x na minus 3 je tole, se to znamo na pamet. Plus c. In kaj je zdaj ta c? C je konstanta, v navadi. Ali piše, da je konstanta, ali pa ne piše, pa vsi razumemo, c je konstanta. Ja, ampak, glejte, če pogledamo tole funkcijo h spodaj, ki ima za x manj od nič konstanto 1, za x več od nič konstanto 2. Pa dajmo tole odvajati, vsak zase. Kaj dobimo? Spet x na minus 3, In zdaj seveda, bo rekel kdo, ki se na analizo spozna, veliko jaz bo rekel, ja seveda, c mora biti konstantna na vsakem povezanem območju, ampak to otrokom noben ne pove, pa tudi v knjigah ne piše, c je funkcija, ki je odsekoma konstantna. Tako da to je razlog, zakaj za plus c, tisti, ki napiše plus c, pa je takle integral rešil, je pravzaprav narobe. Ampak točke mu ne bomo učteli, zato ker je pač se tako naučil. Tisti, ki pa c-ja ni napisal, pa ne vemo, ali je to pameten, da ve, da ni konstanta, ali pa pač pozabil na c. Ampak to je vse, to je tako, ja. Ok. Dobro, tale, to sem že povedal vse, kaj sploh razumemo pod pojmom nedoločeni integral, to sem se pa tudi že vprašal, smo se vprašali. Tako da, to je spet ena stvar, ki bi pač bilo treba nekje na osnovnem nivoju, na primer v učnem načrtu povedati, nedoločeni integral je tole. Pa bi pa učbeniki bili napisani tako, da bi vsi enako definicijo upoštevali. Zdaj bo tle mojih prosojnic počasi konec. Preden, mogoče bom tako, preden ta zaključek, bom še omenil eno zadnjo zgodbo. To je pa definicija, kaj so, se pravi, medijane, pa kvartili, četrtinke. To smo tudi na maturitetno komisijo smo dobili vprašanje. Prav, dve dvojčici, zanimiva zgodba, dve dvojčici, pridni učenki, sta v 8. razredu se dobro matematiko naučili in potem sta šli na srednjo šolo, gimnazijo in sta tam tudi učbenik prebrali in punce, zanimivo, sta se toliko naučili, da sta se spomnili, jeseni sta se spomnili, kaj so se v 9. razredu učili. In seveda definicija, kaj je kvartil, pa primer, je bil v gimnazijskem učbeniku drugačen kot v osnovnošolskem učbeniku. In seveda vprašanje, ko pa pride na maturitetno komisijo, kaj je prav, kaj je na maturi prav. Matura je pa seveda najpomembnejša, kaj so točke. In seveda odgovor je, prvi odgovor je to, kvartili niso, po učnem načrtu niso obvezno znanje, to se pravi jih na maturi ni. To je odgovor 1. Odgovor 2, črto je pa, čakajte, kaj pa je prav? In potem začnemo gledati malo okoli, kaj je s tem, se pravi, kako se zdaj te kvartile zračunajo. No in se izkaže, da če malo pogooglaš, vidiš, da so to že Amerikanci, recimo Amerikanci 10 let, ne vem koliko let nazaj, pisal, da kako je to, kakšna zmešnjava je, da eni računajo tako, eni pa še na tretji način, in kaj bi bilo zdaj najbolj pametno. Ko pa to poveš statistikom, pa rečejo, se je vse en, statistiki se tako ena gora ali dol, se zgliha. No in ja, ampak to ni rešitev. V eni vertikali, če imaš ti učbenik za osnovno šolo, pa za srednjo šolo, no, pa so tudi še različni, za božjo voljo, dajmo se odločiti, kvartil je to,
ne, pa ga učimo v 9. letniku enake pol v 1. letniku, ne, ali pa mogoče na tej šoli enake na oni drugi šoli, ker ima slučajno drug učbenik. Ja, no in tle se pa zdaj bom sklical na članke v obzorniku, kjer sem pa potem, ko sem se vse to naučil, ne, sem predlagal, kako naj to naredijo, tako kot je ta Amerikan Langford predlagal. Nič težji ni kot algoritem 1 pa algoritem 2, samo da v vseh primerih prav. Ne. To je razlika. Ne. Lahko pol še bolj natančno pogledamo, če boste vprašali, sicer pa se skličem na vzornik. Ja, no in lahko pa vsi pohvalim, da so pa zdaj rekli, da bojo v naslednjem učbeniku, da bojo članke v obzorniku prebrali, pa da bojo tisto definicijo upoštevali, vsaj v srednješolskem. Ampak mogoče pa bolj prijeti, če v osnovnošolskem. Tako da to je ena, kako bi rekel, dobra novica. Pri tem in pri vseh onih prej stvarih je pa še, kaj ne rečem, še veliko, pa še to deleč od vsega, tele dijaki so našteli še nepar problemov, na katere so naleteli. To je še kakšen drug skratka dela, kakor hočete. Od začetka naprej ali pa s konca do začetka. Treba je pa, da me ne boste narobe razumeli. Jaz zdaj nisem rekel, da je vse narobe, pa da je treba... Drugač bomo pa zbrisali, ne? Smetnika bomo, ne? Če tako zgleda. Se pravi, to zdaj ne pomeni, da je treba vse pozabiti, kaj so se otroci naučili, pa da mi ne smemo več učiti, ne? Ampak treba je postopoma lepo vsako stvar, ki jo opazimo, dobro premisliti, pa s čim manj škode lepo počasi nekako, kako se reče v matematiki, skonvergirati proti eni sprejemljivi rešitvi, ki bo in konsistentna, in pravilna, in ne bo prekompliciran, ker to je treba tudi paziti. Jaz mislim, da je do mnogih od teh težav je prišlo zaradi tega, ker so učbeniki tako napisani, da ne bi se ubogi otroci preveč materali, pa kakšna malo težja definicija se tako malo skrajša, pa se kakšen kvantifikator zbriše, pa kaj tako. Potem stvari včasih postanejo logično problematične, če to na hitro naredimo. Ok, zdaj pa je čas za zaključek. Vse to sem že povedal. Se pravi, to je bil naključen seznam enih težavic ali pa primerov. Lahko je še kaj hujšega, pa enostavno jaz ne vem. Po drug sem pa ni tako hudo, kot sem rekel. Vse se da, vsako reči se da malo porihtati in predvsem dajte to razumeti kot motivacijo, da vsakič znova, rečemo reči, pogledamo, če kaj opazimo, sebe vprašamo ali pa kolege vprašamo, pa se dajmo pomeniti, pa poskusimo najti kakšno rešitev, ki bo, ker zdaj smo sami matematiki naših, smo vsi iz istega cekla. To se pravi, večkrat moramo opaziti, da ne bojo začeli govoriti matematiki, že sami ne vejo kaj. Skratka, s tem bo pa zaključil. Hvala lepa, vprašanja pa se dovolj. Hvala lepa. Čas imamo za vprašanje, diskusijo. Jaz bi napisala, ko sem na začetku, ko sem vprašal, kaj je polinom, pa sem rekla veččlenik. Ja. Zdaj smo, naša šola, gimnazija Nova Gorica, smo v enem projektu naravoslovno-matematična pismenost in je prišlo prav do tega vprašanja, da dijaki govorijo učiteljem, kako da govorimo o prvem letniku o binomu, dvočleniku, pa o veččleniku, polinomu, pa to funkcija rata. In so nas s fakulteto pozorili, da moramo govoriti polinomska funkcija in ne več samo polinom. Zato sem jaz predko rekla. Katera fakulteta pa je to, da bom jaz še vedel? Iz elektrofakultete in iz pedagoške fakultete. Pa moram tudi jaz to si zapomniti. Ne, se je prav, polinomska funkcija. Evo, to je spet veliko reči je, ko v smislu, če hočemo biti natančni, bi morali marsikajšno reč tako na dolgo povedati, tako kakuna indijanska imena, bik, ki sedi in vidi kravo, recimo ime ali pa nekaj podobnega. Skratka, polinomska funkcija, ok, in zato je
Zato sem jaz Se pravi, tisti minus bom zbrisal. Zbrišel, ja. Sicer pa ja, polinom, polinom je pol kaj oblika predpisa polinomske funkcije. No. Ne, se strinjam, da je treba biti natančen, ampak druga stvar je pa, jaz bom pa spet drugače rekel, ne, po drugi strani moramo biti mečken malo, jaz vidim te dve stvari, ne. Eno je to, da moramo biti takrat, ko napišemo učni načrt, pa ko napišemo učbenik. Moramo biti zelo, zelo pazljivi, da je vse zelo korektno napisano in prav, ne. Potem, ko pa se pogovarjamo, ne, ko delamo v razredu, pa je pa skoraj nemogoče se izogniti majhnim okrajšavam. In potem se pač pogovorno v njem kontekstu govori, recimo, jaz še zmeraj bom rekel, da bom se naučil polinomska funkcija govoriti, sem prepričan, da bom, ampak rečemo polinom, ne, pa takrat, ko o funkcijah govorimo, pač mislimo polinomsko funkcijo, ne, enkrat drugič mislimo pa samo pač tisti del predpisa, obliko predpisa, ne. Skratka, je pa, ja, se pa strinjam, da je treba biti natančen, oziroma da se. Hvala. Še kakšna pripomba ali vprašanje? Kaj je odvod, da razložim? Aha, odvod. Ja, jaz sem hotel zdaj sedmo vprašanje zastaviti, kako je s kvartili, ne. Se pravi, kaj je kvartil, ne? Kvartil je kaj je medijana? To je tleni problema, ne. Medijana je pač, ali je polovica vsote, ne, teh dveh, ne, ali je pa ta srednji element, ne, če jih je liho dobro. Zdaj pa kvartil nekako bi bilo pa logično, ne, da je kvartil je pa polovica polovice, ne, mislim, medijana polovičke. In kje nastopi težava? Ne? Težava nastopi v tem, ne, ko je, tle, ko damo na pol, tle se ve, kaj je pol, ne? Ja? Kaj pa je tle polovica? Ne? Kako 7 kosov torte damo na pol? In imamo vsaj 2 algoritma napačna. En pravi, medijano date v obe polovici, ne? Se pravi, 7 kosov torte naredite 8 kosov torte, pa delite, na 2 dela. Ne? Drug pa prav medijano, no, ta je recimo, če bi jaz delil, bi bil za ta algoritem, ne? Medijano ne date nikamor, ne? Se pravi, jaz dobim en kos torte, ne? In dam po 3 vsak. Pa je spet narobe, v enih primerih. Kaj je treba narediti? Ja, na pol je treba dati tisto torto, ne? Ta srednji košček torte. Torej, eno je, da podvojimo vzorc, ne? Rečemo, vse elemente po 2-krat štejemo, medijana dvojnega vzorca bo isto kot medijana vzorca, mora biti, ne? Pa tudi kvartil. To se pravi, podvojimo vzorc in potem se nam pa ta primer ne more zgoditi. In potem je pa res medijana, mislim, je kvartil res medijana polovice. In če to dijaki ne razumejo, oziroma če jim to ne znamo povedati, pa tudi ne vem. In to je pa prav, to pa zmeraj deluje. To je tebi odgovor, zelo preprost. Aha, pa še kaj vprašanje odvod. Mislim, da bo nekaj tazija. A lahko malo si pomagajmo. Ne? To se pravi, če tole zdaj mečken preoblikujem, kaj dobim, phi od x je fx manj fx nič, polomljeno z x manj x nič. Nisem se znal. Tako? Vključ? Da? Se pravi, lahko rečemo takole, ne?
f je odvedljiva v točki x nič, če obstaja a. V x nič zvezdna funkcija, to je zvezdno so točki rabam, če obstaja funkcija phi, ki je zvezdna v točki x nič, tako da velja fx je f od x nič plus phi krat x manj x nič. Zakaj jaz mislim, da je to zanimivo za pogledati? Eno je to, da če otrokom povemo, phi je zvezdna, to pomeni pač, da ima graf tako lepa. Ne? Če je lepa funkcija, potem in ne rabimo nobene limite. Vseh zvezdno z limito definiramo, pa smo v bistvu na drug način isto stvar povedali, pa psihološki učink je pa malo lahko boljši. In seveda, ne, zakaj je to isto? Ja, kaj je phi? Phi je ravno tole. Ne? In če je zvezdna v x nič, ja pa pomeni, da limita tega obstaja. Ne? Se pravi, limita, ko gre x proti x nič, obstaja, ne? Pa rečemo, tole je pa f odvod v točki phi od x nič je limita, ne? Se pravi, lahko jaz tle gor rečem, f odvod v točki x nič je phi od x nič. Se pravi, če taka zvezdna funkcija obstaja, ne? Je f odvedljiva v x nič, koliko je pa odvod? Ja, kar vrednost tega v točki x nič. Tisto zvezdno funkcijo, pa sem jo naredil in čakaj, kaj še lahko naredim, recimo x na 3 je x nič na x manj x nič na 3. Ali znam to narediti? Ne, da sem ga nekaj ponovil, ne? Aha, to lahko zapišem kot x manj x nič krat Zdaj mi pomagati, kaj je to? X kvadrat plus x nič plus... Je takole? Je prav, ne? Ja. Tukaj pa moral, ne? Maturo sem že davno naredil. Ja. Ali sem prav naredil? Kaj manjka? Zvarni oblepaja, 2 na 3, x na 3 minus x nič. A ja, 2, ne? Ja, seveda, x manj x nič na kvadrat. Ja, seveda. Nekaj sem hotel razstavljati, ne zdaj. A je kamera še oklopljena? To za 60 dobime minus na koncu. Plus, ja, zdaj pa to napišemo, ne? X kvadrat plus 2x nič plus x nič na kvadrat krat x manj x nič. Minus 2 je minus. A ja, zaradi minus, ja, zaradi je minus, no, ampak se počas pa bom, ne? Tisti oklepaji, kje? Prvi niso v redu. Zdaj v redu. Tole je sam, hotel sem na brzino nekaj napisati, evo in kvadrata nisem znal zračunati. Ampak je nas ne zanima razlika med vrednosti v točki x pa vrednosti v točki x nič. Že x nič minus x nič še 3. To je tole, ne? To pa ni. To pa ni to. A ja, aha. Ja, to se pravi, ja, vete. Vi morate mene popraviti tako, da tam, kaj sem se zmotil, ne? Tole sem se jaz. Se pa tiste dvojke naravno. Zdaj pa dol ni prav, ne? Pa tle ni prav. Ja, še ni prav, ne? Mislim, dajte malo... Še ena, se smo popravili. Zdaj pa prav tisto, ko sem prej, ne? Ja, zdaj pa ja. X je tole plus... Zdaj moram pa še tle popraviti, ne? No, se počas bomo pa tudi, to je, kjer razred je to?
Prvi letnik. To sem pa že povedal. Evo, takole imamo, ne? Ja, čakajte, in kaj zdaj, tale oklepaj pogledamo, kaj s tem oklepajem? To je zvezdna funkcija, ne? Se je polinom, ne? Pa je, ne? Se pravi, očitno zvezdna funkcija, to se pravi, to je phi x. Koliko je phi od x nič? Je v redu, ne? To se pravi, če jaz hočem odvod od tegale v točki x, znači je nekoliko, ne? Je to toliko. In nobene limite nismo videli. Tako da za polinom ne bi to šlo, seveda, ko imamo pa sinus ali pa kaj drugega, telo dvajati bo ničkim bolj žlek, pa bo treba tole, pa bo tale funkcija malo komplicirana, ampak še je tisto, kar bi pa vse povedal, ko hočem dokazati, recimo, da je odvod vsote enak vsoti odvodu, ali pa odvod produkta, produkt odvodu, tele stvari se kar podelajo. Tam v vrstici pa gre. Ampak to je pa že drugo predavanje. Ali pa članek, ki sem rekel, matematika v šoli, odvod brez uporabe. A vam letnico pokažem? Ja, da posledno. Tlele je... To je tale. 2002-2003. Še vprašanje? Mogoče še tole, kar smo prej govorili, da funkcija narašča v točki, zvezdno točki. Ja. Mogoče je to ostalo nekako zaradi tega, ker so možni primeri funkcij, ki so recimo zvezdne samo v eni točki, povsod drugod pa ne. Taki izjemni primeri bi se jih dalo skonstruirati. Imamo primer lahko, že če vzamemo karakteristično funkcijo od racionalnih števil, ona ni zvezdna v nobeni točki, ker je graf pa zvede pod dve sporedni premici, y0 pa y1. Pa skačejo vrednosti izvedene drugi, kako intuitivno rečeno. Ampak mislim, zdaj nimam primera, mislim, da so imeli matematiki tudi take funkcije, ki je zvezdna samo v eni točki, povsod drugod pa ne. Ampak so taki eksotični primeri in mogoče je to poimenovanje, da se reče, da je samo v točki x ni zvezdna. Za voljo takih primerov ostalo. Ja, mogoče, mislim, to zelo se strinjam, prav zanimivo bi bilo poiskati, ampak to je cela raziskava, v zgodovini poiskati, kje se je pač neka obravnava pojavila in takrat je včasih pol jasno, zakaj, kaj je bil razlog. Zdaj pa, ampak za dijake v srednji šoli so pa taki eksotični primeri čisto več. In seveda je pa, to je pa novo delo, to pa ni tako, ko sem jaz rekel v učbenik, sem tako napisal, da sem pač malo tle pa malo skopiral. Če hočeš od začetka narediti, potem pa je to, se treba posest, to pa je hud, velik dela, ki se ga vsi ustrašimo. Še kakšno vprašanje ali pa pripomba? Kaj imate morda preprinte člankov iz matematike v šoli na vaši domači strani? To je pa zdaj dobro vprašanje. Mogoče. Ampak nisem prepričan, ker je že toliko časa, ko smo nekaj to urejali. Tako da, lejte,
ali nisem bi kjer napisal, se pravi, moj moj e-mail naslov je tole, pa poskusite na Google poiskati Fakulteta za strojništvo pa našo domačo stran od laboratorija, pa če najdete, super, ne? Če pa ne, ali pa tudi, če želite za česa drugega, mi pa mail pošljite, pa bomo pač našli nekje kopijo, pa ali jo gor dali, ali pa vam bom poslal. Ker malo so tudi težave, te copyrights, pa ne vem, kaj se sme, pa kdaj se ne sme, tako da mogoče zaradi tega pa nismo naredili, kdo podbomo, da vam po mailu pa je en izvod ali pa 100 izvodov, pa z veseljem pošljam. Matematika je zaston. Še enkrat, hvala lepa.